Pozdravljeni! Na uradni strani Formule 1 je bil pred časom objavljen članek, kateri je bil obarvan malo fantazijsko. Namreč, avtor se je spraševal, kaj bi se zgodilo, če na mestu v Ferrari bi Jean Alesi leta 1991 prestopil v Williams. In nekdo izmed vas me vprašal vse, kaj je bilo v ozadju tistih dogodkov leta 1990. Poleg že omenjenega članka velja tudi omeniti intervju za podcast Beyond the Grid, katerega je dal sam Jean Alesi v maju 2019, kjer je povedal marsikaj v zakulisju dogodkov tistega obdobja. A vseeno obstaja kar nekaj dvomov in mislim, da sem dogodke, katere bom opisal tu na kratko, obdelal že v drugih prispevkih, kogar zanimajo podrobnosti, dobi vse bližnjice v opisu. In seveda, začnimo najprej s tistim, kar vemo, s tistimi dejstvi, katera niso sporna. Leta 1985 je Jean Alesi za ekipo Eddieja Jordana postal prvak Formule 3000. Poleg tega je že začel nastopati v dirkah Formule 1 z ekipo, ki je natirala in imel, če se mene vpraša, enkratne rezultate, 2/4 in 5. mesto. Leta 1990 je bil na pragu svoje prve sezone v Formuli 1 in že v zimi med 89 in 90 so ga zapazili pri Williamsu. Na začetku sezone 1990 eksplodira. Namreč tista dirka v Phoenixu za veliko nagrado ZDA, njegov dvoboj z Ayrtonom Senno, njegovo vodstvo v dobrem delu dirke je postalo nekako legendarno in ne smemo izpustiti tudi njegove prav tako enkratne vožnje v veliki nagradi Monaka. 2 drugi mesti z ekipo, katera ni bila v taki tehnični formi, da bi mu lahko to zagotovila. Poleg tega je dosegel še eno 6. mesto. A za čuda, po teh enkratnih rezultatih niti enega samega dobrega rezultata do konca sezone. A vseeno, Williams mu je že ponudil opcijo za sezono 1991, kljub temu, da je imel tudi Tyrrell opcijo na Jeana Alesija. In Jean Alesi je pričakoval, da bodo vsaj na veliki nagradi Francije pri Williamsu sklicali novinarsko konferenco, kjer bodo obelodalili njegov prestop. Namreč dobavitelj motorjev za ekipo Williams takrat Renault. Renault je tudi plačeval plače voznikov in na domači veliki nagradi nekako samo po sebi umevno, da bodo naredili tako konferenco. A na veliki nagradi Francije se ni zgodilo nič. Alesiju so rekli, naj počaka teden do velike nagrade Velike Britanije, ko bo vse tako, kot mora biti. In na veliki nagradi Velike Britanije je nekdo drugi sklical novinarsko konferenco, Nigel Mansell, ter napovedal svojo upokojitev konec sezone. Od Williamsa ne duha ne sluha o kakem prestopu, rekli so absolutno nič. In po tistem dogodku se je Jean Alesi začel meniti s Ferrarijem, namreč tam se je osvobodil sedež. In prav tu se zgodba začne malce zapletati, kajti v vlogi svetovalca, nekega menadžerja Jeana Alesija je začel nastopati Nelson Piquet. A Nelson Piquet, da bi tako dobrohotno začel pomagati nekemu mlademu, neizkušenemu kolegu, se meni osebno zdi malce čudno. A vseeno, Nelson Piquet je prepričal Ferrari, dvignil je plačo Jeanu Alesiju, bistveno več od tistega, kar si je mladi Francoz sploh predstavljal na začetku. Poleg tega dodal klavzulo v pogodbo, da so mu pri Ferrariju morali dati zraven vsega še F40, superšportnik tistega obdobja. In Ferrari je odkupil tudi opcijo, ki jo je imel Alesi podpisano z Williamsom, in to z denarjem in z materialom. In seveda, zgodba se je tukaj zaključila. Nigel Mansell je nato prestopil v Williams, Alesi je prišel v Ferrari in ko je bil Williams v enem izmed svojih najboljših trenutkov, pri Ferrariju v enem svojih najslabših. A zdaj poglejmo malce v to zgodbo, kaj je meni tu nejasnega, kaj bi morali še odkriti in kje so tiste točke, kjer bi hotel usmeriti vašo pozornost.
a predtem majhno opozorilo. Gre za moje osebno sklepanje, katero bom podprl z argumenti, a še zdaleč ne trdim, da je to resnica. Najprej je treba razumeti, zakaj se je William zanimal za Alesija, zakaj se je Piquet zanimal za Alesija in kje je tu kakšna povezava. Seveda, Jean Alesi izjemno dober in že kot mladi voznik izjemno talentiran. To se pravi, ni potreboval kaj dosti, da so ga drugi opazili. A treba je pogledati, kakšne so imeli pokrovitelji v letu 1989, Alesi v Formuli 3000, v Formuli 1 in Nelson Piquet v Formuli 1. In seveda opazili ste neko podrobnost. In leta 1991 isti pokrovitelj pri ekipi Williams in pri ekipi Benetton, s katero je vozil Nelson Piquet. In Nelson Piquet je postal svetovni prvak leta 1987 z ekipo Williams. In čeprav so se konec sezone razšli, on in Frank Williams sta bila zmeraj v dobrih odnosih. Ne rečem, da je ta povezava tista, ki je praktično bila odgovorna za tak razplet dogodkov, a meni je logično. Druga točka, katera se mi zdi zanimiva, je ta, ali so si pri Williamsu res želeli Jeana Alesija v svojih bolidih leta 1991. Tu se bom najprej obrnil na Adriana Neweya in na njegovo knjigo How to Build a Car. Namreč na začetku 32. poglavja začne z izjavo, da F14 je bil že od vsega začetka mišljen, da ga bosta vozila Nigel Mansell in Riccardo Patrese. In mnogi boste sedaj obrnili oči in rekli, ja, papir vse prenese. Adrian Newey je znan po tem, da je hotel praktično čim bolj stisniti svoje voznike v šasijo, čim bolj aerodinamično izkoristiti vsak milimeter. In sedaj se moramo zavedati, Nigel Mansell je visok 180 cm, Riccardo Patrese 176, Jean Alesi 170. Ukolikor bi bil Jean Alesi v prvem planu ekipe za sezono 1991, bi F14 lahko bil bistveno manjši, kot je bil, in Nigel Mansell bi imel težave, da bi se spravil vanj. Kar je nekako izrazil tudi dvom sam Adrian Newey, a Nigel se je v njem počutil udobno. In vemo, da Nigel Mansell pri tistem kratkem obdobju pri McLarenu je imel s tem velike težave. A pustimo sedaj to pri strani. Kar je še bolj zanimivo v vsej tej zgodbi je, da Ken Tyrrell ni dobil nobenega denarja oziroma odškodnine za Jeana Alesija. V zgodbo pri ekipi Williams naj bi bil celo vpleten Ayrton Senna, po mojem so bili bolj vljudnosti pogovori, kajti leta 1989 je bil Williams četrti med konstruktorji in težko verjamem, da bi takrat za leto 1991 Ayrton Senna zapustil McLaren. Pustimo sedaj čas v čas, a mislim, da malo verjetno. Vsi te pogovori so privedli do tega, da je Williams dobil denarno nadomestilo, govorimo o $4 milijonih po verih takratnih, kar je danes bistveno več, ter material, kot sem že omenil. In govorimo o bolidu Ferrari 641, katerega vemo, da je prišel v last Williamsa, kajti razstavljen je bil v njihovem muzeju. Dvomi so, kdaj je prišel v last Williamsa, kajti v muzeju ga prvič vidimo po zimi leta 1993. In šel sem malce pogledat, kaj so povedali razni akteri okrog tega bolida in zanimiva mi je bila izjava, ki jo je dal Patrick Head. Povedal je, da iz tega bolida se niso naučili kaj dosti in bi bilo dosti bolj pametno, če bi vzeli več denarja. Sedaj se bom jaz vprašal, kaj so se imeli pri Williamsu za naučiti iz Ferrarija iz sezone 1990 po zimi leta 1993. Bore malo, če se mene vpraša, kaj takrat so imeli avtomatski menjalnik, elektroniko, aktivno vzmetenje, stvari, ki so bile daleč bolj napredne od tistega, kar je imel Ferrari 641. Med sezonama 1990 in 1991 je bil Ferrari 641 zanimiv za Williamsa zaradi menjalnika.
Komaj sezono prej, leta 1989, s Ferrarijem 640 so to upeljali v svet Formule 1. In v sezoni 91 so imeli tudi pri Williamsu prav tak menjalnik, bolid že citirani F14. In kar naenkrat vidimo, da če malce pogledamo po strani to zgodbo, je prišel voznik, kateri je imel izkušnje s tem sistemom, Nigel Mansell v Williams, in pri Williamsu se je znašel bolid, kateri je imel upeljano to tehnologijo, Ferrari 641. In kar je še bolj zanimivo pri vsem tem, je to, katero šasijo so dobili na razpolago. Katero koli. Namreč izvirov sem malce pogledal in v arhivih piše, da so Williamsu dali šasijo 119, to je zaporedna številka šasije. Ta šasija je bila tista, katera je bila rezerva na dirkah, to se pravi tista šasija z najmanj kilometri in najmanj poškodbami. Kar je vezano kot zanimivost na to šasijo, je, da so ga iz muzeja Williamsa dali na dražbo tam nekje okrog leta 2004. V Gstadu je Bohams dal bolid na dražbo, a ni dosegel izklicne cene, zato samo sumimo, da je zamenjal lastništvo, čeprav ga ni več na spregled. Na Ferrari Dayu leta 2009 oziroma na nekem njihovem druženju na progi so videli 641, za katerega sumijo, da je ta 119. In govori se, da ga ima v lasti nekdo iz Švice, a ne potrjene novice. In sedaj, ko sem malce zaključil to zgodbo in povedal tudi malce zgodb iz ozadja, se lahko vprašamo. Prvič, kako je lahko mladi francoski voznik postal jedro prestopnega roka med sezonami 1990 in 1991. Je bil res pri Williamsu interes imeti Alesija v svoji ekipi ali so se bolj trudili dobiti nazaj Nigela Mansella in tehnologijo polavtomatskega menjalnika, katero so razvili pri Ferrariju. In seveda, kako je pri vsem tem ostal Ferrari, kateri je več plačal Alesija in Williamsa za to, da je samo dobil voznika, kateri se je izkazal kasneje kot enega najpomembnejših v tistih kriznih letih, govorimo o sezoni 92-93, a vseeno, po mojem, tam leta 1990 ni bil še tako pomemben, kot je postal na to kasneje v svoji karieri. Vprašanje, na katera seveda nikoli ne bomo dobili odgovora, a zanimivo je o njih razmišljati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.